prav tukaj boš rešila tele teste, da vidimo, kaj je zapravo to. Če pogledamo statistike, 30.000 mladih je brezposelnih, skratka konkurenca na trgu dela je ogromna in ravno iz tega vidika je še toliko bolj pomembno, da na nek način izstopiš. In da zastopiš lahko s tem, da pridobivaš znanje in izkušnje, predvsem neformalnega značaja. Pri neformalnem izobraževanju avtorji tega, kaj se bodo naučili, kako se bodo naučili in zakaj se bodo nekaj naučili mladi sami. To seveda na mlade predstavlja veliko več odgovornosti. V bistvu meni se zdi neformalno izobraževanje zelo komplementarno formalnemu izobraževanju. Se mi zdi, da tam se posameznik res lahko nauči tisto, kar njega tudi osebno zanima, ne samo tisto, kar predpisuje šolski sistem, ampak tudi v bistvu tam najde svoj nek potencial. Se nauči delati v skupini, se nauči delati v mogoče nekih bolj kriznih situacijah, se nauči sam predlagati zadeve in jih potem izpeljevati. Mladi skozi proces neformalnega izobraževanja predvsem pridobivajo izkušnje, nova znanja, pa na eni strani je pomembno z tega vidika, ker razvijajo svoje potenciale, svoje kompetence in to na dolgi rok oziroma skozi čas oziroma potem, ko stopajo na trg dela, znatno povečuje njihove možnosti za zaposlitev. Pomen neformalnega izobraževanja za mlade je izjemno velik. Mlada oseba, ki ima poleg teoretičnega znanja tudi nekaj praktičnih izkušenj, zagotovo lahko veliko bolj kvalitetno študira. Kar pomeni, da zna vnašati neke svoje praktična izkustva nazaj v teorijo, jih zna reflektirati, zna primerjati in si zato učno snov gotovo tudi bolj zapomni. V neformalnem izobraževanju je veliko več eksperimentiranja, se pravi učenje skozi delo, kjer dejansko na samih preizkušnjah pridobivaš izkušnje.
na enem mestu sistematično zbere vse neformalno pridobljene kompetence. Ne zbere pa samo teh kompetenc, ampak beleži tudi socialno mrežo posameznika. Po drugi strani pa lahko tudi gradi kariero na način, da ugotovi, v sklopu 8 ključnih kompetenc imam pokritih 5 kompetenc, medtem ko 3 kompetenc nimam pokritih, kar pomeni, da moram na tem področju zagotovo še nekaj narediti. Delodajalce predvsem zanima število ur, ki jih je posameznik v neki aktivnosti opravil. Pogosto vidimo v CV-ju, ko pot izobraževanja navedejo skoraj istoznačno, tako formalno izobraževanje fakulteto kot nek 3-urni tečaj. To je absolutno neprimerno, zato tukaj apeliram tudi na mlade, da na primeren način seveda zabeležijo tudi svoje neformalno pridobljeno znanje. Mojega vidika predlagala bi slediti scenarij, da imate neko osnovno verzijo življenjepisa, kamor opisujete vse, in potem ta življenjepis je kot neka osnova za tisti življenjepis, ki ga pošljete delodajalcu, iz katerega lahko preprosto izbrišete oziroma selekcionirate ven tiste delavnice, katere se vam zdijo primerne za to delovno mesto in kažejo, da ste vi kompetenten kader. Selekcija kadrov je pomemben vidik tudi neformalnega izobraževanja, sploh če naročnik to izpostavi kot nek pomemben segment, vključeni v razne recimo športne aktivnosti ali pa v neko prostovoljno delo, ker to kaže na neke določene osebnostne lastnosti. Vedno pogledamo neformalno pridobljeno znanje. V določenih primerih ima neformalno pridobljeno znanje celo večjo težo kot formalno pridobljeno znanje. Ključno je, da na nek način tudi na trgu dela izstopite in pokažete neko svojo dodano vrednost. Iz vidika delodajalca lahko povem, da zelo cenimo tiste posamezniki, ki so proaktivni, ki imajo neke svoje ideje, ki si želijo doprispevati na nek način v organizaciji in tudi vedo, na kakšen način bi lahko doprispevali. Skratka, imajo tudi že neko vizijo zastavljeno, kateri so pripravljeni slediti. Vsake toliko časa odpremo novo generacijo train-the-trainer programa, kamor se pridejo ljudje izobraževati. Na koncu pa ugotovimo, kateri so tisti ljudje, ki bi bili najbolj primerni za nas. Če pa pride direktno prošnja za zaposlitev, pa je meni ključna stvar, kakšno energijo začutim v tem človeku. Pri nas v bistvu delajo ljudje na določenih pozicijah, ki nimajo popolnoma nobene veze z formalno izobrazbo. Dejstvo je, da mi iščemo ljudi, ki so sposobni sami sebe razvijati, ki so sposobni biti predani, ki so sposobni verjeti v zadevo, ki jo delamo. V laboratoriju je zelo pomembna prejšnja izkušnja kandidatov z področja našega delovanja. Veščin kot takih, da si organiziran, da znaš stvari predstaviti, da znaš timsko delati. To so te stvari, ki jih najbolj pogledamo ali pa si želimo. Da imajo pa različne izobraževanja, različno težo. Ena taka delavnica je Leko Biocamp, ki ima zelo veliko veljavo. Prostovoljstvo je eno izmed tistih področji, kamor se mladi odločijo ravno zaradi svojega lastnega interesa. Ne zaradi sugestij neke družbe, ne zato, ker bi tja mogli iti, ampak zato, ker želijo pomagati, ker se zelo hitro ugotovi, da od tega tudi ti kot posameznik zelo veliko odneseš. Da ne pomagaš samo drugemu, ampak da s tem izpopolnjuješ sebe, rasteš, razširjaš svoja spoznanja, razširjaš svoje videnje na svet. Prostovoljstvo ponuja prakso. In v prostovoljstvu smo zelo velikokrat vrženi v neke nove situacije, kjer se moramo učiti mimogrede, kjer v bistvu pridemo v situacije, na katere nismo navajeni. Najmočnejše učne učinke ima seveda learning by doing, torej učenje z delovanjem. Ko ti neko stvar sam narediš. Nenazadnje, mladinske organizacije so tiste, ki skozi proces oziroma metodo mladinskega dela ponujajo širok spekter neformalnega izobraževanja, hkrati pa tudi mladi z udejstvovanjem v mladinskih organizacijah več ali manj delajo prostovoljno. V programskem delu pa je stalno posameznik prisiljen v nadgradovanje, v
razmišljanja o tem, česa se je naučil in kam še lahko gre naprej. Ko ni več svobodne odločitve strani posameznikov, ampak prostovoljstvo se odvija v neprofitnem sektorju za druge. To prostovoljno delo začne spodrivati oziroma nadomeščati tisto redno obliko dela, ki pa je, potem ko že gledamo po definicijah, tudi po zakonu o delovnih razmerjih, že delo na črno. Veliko mladih danes dela preko volonterskih pripravništev, kjer ne dobijo plačila za delo, ki ga opravljajo na delovnem mestu, z vidika ravno tega, da vsi bodo dobili izkušnje, se ob tem nekaj naučili, kar je sicer res, ampak ne smemo pa pač pozabiti, da so mladi v to praktično prisiljeni. Oni morajo opraviti volontersko pripravništvo zato, da bi končali svojo stopnjo izobrazbe. Nikoli ne bi smeli dopustiti, da se nas izkorišča samo pod to pretvezo, vsi ste še mladi, morate se še učiti. Vsi ljudje se učimo celo življenje in nihče niti pri 60, niti pri 80 letih še ne ve vsega. Jana, daj pa z nami žurat, no. Ne morem pa na tabornike. Kaj boš delala na tabornikih? Daj, taborniki so ful cool. Daj pa z nami rad žurat. Ne morem, drugič. Tabornica sem zato, ker mi to daje neko življenjsko energijo. Je ful pomemben za mojo osebnostno rast. Novo znanje, socialne veščine, druženje. V svet prostovoljstva me je pripeljala želja, da pomagam ljudem. Ko sem bila najstnica, sem veliko potovala z družino, predvsem po Bližnjem vzhodu. Tam sem spoznala kulturo teh ljudi. Ogromno so mi dali v vseh pogledih. In tako sem imela željo, da tudi jaz to na nek način njim povrnem. Mislim, da je glavna razlika v tem, da klasični prostovoljec dela z rokami, tabornik pa dela s srcem. Da sem postal proaktiven v taborniškem okolju, me je motiviralo dejstvo, oziroma samo spoznanje, da imam moč v nekih spremembah, da imam moč spremeniti okolje. Kdo še kaj zapovedati? To se nam ponuja tudi, da se odpravimo na ono polje neznanih. Priložnosti je kljub temu, da jih mnogi morda ne vidijo, še vedno ogromno. Si upajte stopiti iz svoje cone obdobja. Ne se ustrašiti izzivov, bodite ambiciozni v svojih željah. Ne nehati sanjati, da stvari se dajo premikati, mogoče malo drugače kot v osnovi, ampak se da. Ogenj, da gori, rabi 3 stvari. To so iskra, litivo in zrak. Srce, da gori, rabi samo eno stvar in to je upanje. Ko gojimo svoje upanje, dosegamo svojo srečo. In da dosežemo pravo srečo, si moramo ustvariti fantazijo. Dajte zapreti oči, sprostite se, premislite o svoje prihodnosti in ko boste začutili metuljčke v sebi, boste vedeli, da to je vaša fantazija.